To je pot, ko se pravzaprav prelevimo v tiste stare čase, ki jih otroci napol dojemajo kot pravljico, napol kot realnost, se skratka spustimo v stari Maribor, v srednji vek, v čisto drugo življenje, čisto druge pogoje življenja, ko so otroci živeli drugačno otroštvo, imeli dosti manj ali pa imeli tudi več kot imajo današnji otroci. In predvsem ta razkorak med preteklostjo in današnostjo je tisto, kar je zanimivo na tej poti. Otroke smo popeljali najprej na glavni trg, kjer jim pokažemo ta stari trg, Dravska ulica, Lent, Tržnica, Koroška ulica, Štrosmajerjeva ulica, Slomškov trg, potem staro obzidje s Čeligijevim stolpom, Grajski trg. Če pa je čas, jih pa popeljemo tudi na Piramido, ker se je tam zgodba Maribora pravzaprav začela. Najbolj zanimivo so jim predvsem te stare stvari, ki jih niso imeli, kako je bilo brez kanalizacije, kako je bilo se igrati na cesti, kakšno je bilo življenje brez računalnikov, mobitelov in tega. In pa tudi malo ta grozljiv pridih napada Turkov, kjer postanejo vsi zelo ponosni, zelo pogumni in bi vsi rešili Maribor brez problema. Dostikrat sem jo prebrala, čevljarček je bil čevljar, ko je popravljal čevlje. Da so imeli cesto iz blata, pa iz zemlje, pa da so hiše iz lesa, pa iz strehe so imeli iz slame.